Se se bi že zdaj cerila. Ja, vem. Jaz sem prvo probal že kot kuhar, glavni. Ja. Ko obeležujemo spominski dan mestne občine Novo mesto, v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo in dan državnosti. V počastitev tega praznika bo čez nekaj dni pri spomeniku na Pogancih tudi krajša slovesnost. Poganci pri Novem mestu so namreč pred 22 leti postali simbol prvega izstreljenega strela v vojni za Slovenijo. Kolono oklepnikov jugoslovanske vojske, ki je takrat prodirala skozi Belo krajino, je več tovornjakov je ustavila barikada, prav v Pogancih. In v stopnjevanji napetosti med pripadniki teritorialne obrambe in vojaki so padli prvi streli. Dopoldne je kolona odpeljala proti Ljubljani, vendar jo je zgodaj popoldne ustavila zapora na cesti pri Medvedjeku. San naših prednikov ima stvarne korenine v slovenski osamosvojitveni vojni, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije, s tem pa potrdila svojo neodvisnost od SFRJ. Naj dodam, da je bil to prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni. Ko smo se Slovenci odločili za neodvisnost, smo že v trenutku te odločitve prevzeli odgovornost za svojo nadaljno usodo. Šlo je za odločitev, ki smo jo v minulih 22 letih le še utrjevali, nadgrajevali in dokončno utrdili na mednarodno-političnem in gospodarskem področju. In čeprav so mnogi sprva dvomili v uspešnost tega projekta neodvisnosti in so mu napredovali le kratko dobo, smo v 22 letih dodobra izkoristili prav vse zgodovinske priložnosti, ki so se nam ponudile v kratkem času naše državnosti. Upravičeno lahko rečemo, da smo v teh 22 letih nadoknadili tisočletje in uresničili več, kot smo si lahko kadarkoli predstavljali. Neodvisna država ni bila podarjena. Zanjo je bila prelita tudi kri in izgubljena so bila življenja. S ponosom in hvaležnostjo se v teh dneh spominjamo vloge vsakogar, ki je pripomogel, da danes mi vsi živimo v svobodni državi. Mestna občina Novo mesto je pred 22 leti, kot rečeno, na svojem ozemlju ponosno branila slovensko suverenost, saj je bilo novomeško ozemlje dobesedno prvi branik boja za Slovenijo. Spoštovani, vsem skupaj en lep, prijeten dober dan v imenu mestne občine Novo mesto. Danes praznujemo in obeležujemo ta praznik nekoliko drugače kot v preteklih letih. Da naj bo tudi v vojašnici, kjer sem pričakoval bistveno boljši in večji obisk, slovesen in dejansko počaščen tistim dnem, v kateri se je rojevala naša domovina. Takrat se je v Pogancih dejansko sprožil prvi strel in ta dan, 24. junij, naj bo zapisan v trajni spomin. In ravno iz tega razloga je v letu 2001 prišlo v Novem mestu, je bil na mestnem svetu sprejet tudi sklep, da se ta dan obeležuje kot dan spomina mestne občine Novo mesto. Ob takih obnovitvah dogodkov se vedno sprašujem, ali smo dejansko to priborjeno svobodo in samostojnost znali izkoristiti, ali smo jo dejansko imeli priložnost izkoristiti. Dejstvo je, da danes, ko se nahajamo v ekonomsko težki situaciji, ugotavljamo, da je prišlo do nove okupacije, ekonomske okupacije in da nismo dejansko dosegli tistega, kar je bilo priborjeno leta
1991. Upam in prepričan sem, da bomo znali tudi to ekonomsko okupacijo izgnati iz naše dežele, da bo Slovenija samostojna in da ne bomo tarča napadov iz tujine in da se bomo znali sami ubraniti vsega tega, kar se danes dogaja. Dolenjci smo pokazali, da znamo to narediti. Dolenjci nimamo nekih velikih stresov v gospodarstvu, niti na ekonomskem polju, kljub temu, da verjemite mi, da niso razmere nič drugačne kot v drugih predelih naše domovine. Toda smelo, korajžno, zavestno, domoljubno gremo naprej in mislim, da je to pravi način, da obdržimo svojo samostojnost, da obdržimo vrednote, katere ste se tudi vi in mi skupaj priborili leta 1991. Jaz bi ob tej priliki vam izrekel v imenu mestne občine Novo mesto iskreno zahvalo za takratna in vsa dejanja, ki sledijo. Dogodki pred 22 leti so bili sklepno dejanje procesa ustanavljanja samostojne države Slovencev. Ideja slovenske države je skozi zgodovino živela v številnih rodovih Slovencev. Samo našemu pa je bilo dano, da jo je tudi uresničil. Milan Kučan je v svojem znamenitem govoru na Trgu Republike v Ljubljani 26. junija 1991 dejal: "Z rojstvom dobi človek pravico do sanj. Z delom dobi pravico, da zbližuje življenje in sanje. Mi smo zdaj povezali oboje, zase za mnoge rodove Slovencev, ki so davno nekoč sanjali te iste sanje, in za prihodnje rodove, ki bodo na teh sanjah gradili nov svet. Skozi vso to zgodovino si nismo do nikogar nabrali dolgov. Naša zgodovina je častna in čista." Tako je dejal tistega davnega leta 1991.